Stoj, kdo je? Sem poslanec grofa iz Strinke. Pomembne dokumente imam, ki jih moram takoj predati. Res? Sam se prepričaj. Pokaži mi. Ima grofov pečat, a ukaz imamo, da nikakor ne smemo dovoliti, da zapusti grad. Kaj pa nosiš v tej košari? Zaustavite tega jezdeca! Stoj, stoj, straža! Stoj! Stoj! Stoj, stoj! Ujemite ga, fantje! Ja! Hitreje, ne pustite mu pobegniti! Dajmo, saj zmoreš! Stoj, ho! O ne, upasti sva. Nazaj, vi hudiči! Nazaj! Kaže, da sem prišel ravno pravi čas, prijatelj. Veseli me, da sem te našel. To odgovornost moram zdaj predati v tvoje roke. Alex y Alexis, viaje medieval. Mil aventuras viven en bosques y grutas. Con gran valor luchan contra las fuerzas del mal. Alex y Alexis siempre vencerán. Junto con su genio y su perro, a sus padres quieren encontrar. Alex y Alexis luchan contra el mal. El enemigo es el malvado porcino, el gran tirano que los niños deben derrotar. Alex y Alexis. Zgodba o Aleksu in Aleksis. Uspelo mi je. Končno mi je uspelo. Genij sem. To je to. Zdravo, dvojčka. Jaz sem največji izumitelj na svetu. Kaj ste pa izumili, gospod Bonifaci? No, bojim se, da sem pozabil. Ni važno. Tu moramo malo počistiti, preden gremo jest. O, to bo trajalo večno. Ne, če uporabimo mojo čarobno vrečico, Alex. Če želite upraviti delo, kot je treba, morate imeti pravo orodje. Vse se bo sijalo. Zakaj ne uporabite čarobne moči vrečice, da bi se znebili prahu? Čarovnija ni odgovor na vse življenjske probleme, Alex. Odgovorno jo je potrebno uporabljati na to lastno korist. Tako. Mislite, ko je nujno? Kako pa veste, kdaj je nujno? No, to vam pove življenje. Wow, to je čudovito! Ampak ne bi bilo tako čudovito, če bi vrečka prišla v napačne roke. Torej, Gospodar ima prav, povsod je polno lopovov. Upam, da katero od teh knjig lahko razloži, zakaj je dežela polna kriminalcev. draga moja, preden ste se rodila, je bila Trinka dežela sreče in blagostanja. O? In kaj se je zgodilo, gospod Bonifaci? Skoraj nihče se več ne spomni dni, ko je bil grof iz Trinke pravičen vladar.
To je bil žalosten dan, ko so pater Porkino in njegovi možje prišli v grad pod pretvezo, da so redovniki. Toda oni so najhujše barabe. Hudobni Porkino si je z lažnimi govoricami in triki uspel pridobiti grofovo zaupanje. Sprl ga je z njegovimi najbližjimi svetovalci. In tako je grof počasi postal prepričan, da ga obkrožajo sami sovražniki in je postal hudoben in okruten tiran. Takrat so sprejeli dva najbolj neumna zakona. Na katera pa mislite? Prvi zakon pravi, da bo vsakemu zločincu zločin oproščen. Če polovico plena deli z grofom. Tako je, Alex. In število zločincev se je povečalo. In zato pošteni ljudje živejo tako bedno, nepošteno. In drugi neumni zakon? Uvedli so ga tistega dne, ko sta vidva prišla v to hišo. Nihče ne sme pogledati grofu naravnost v oči. Tako ali tako ne gremo nikoli v dvorec. Zato, ker je nevarno. To je leglo zločincev. In kako sva midva prišla v to hišo? No, takole, Aleksis. Bonifaci, pridite iz hiše! Ojoj, grofova straža! Ti nikoli ne prinašajo dobrih novic. Pridite ven, če veste, kaj je dobro za vas. Prihajam. Ste vi gospod Bonifaci? Odvisno, kdo sprašuje. Z nami greste. O ne, gospodar! A? Le kaj? Alex, mar ni to? Da, to je brat Porkino. Pa sva se končno srečala, Bonifaci. Po ukazu grofa iz Trinke ste aretirani. Kdo me je obtožil in kakšna je obtožba? Kot prvo se upira artaciji. Obtoženi ste, da ste pogledali grofu naravnost v oči in zato ste krivi zdaj. Nemogoče. Gospodar že mnogo let ni bil na gradu. Kdo sta ta dva? Pustite otroke pri miru. Pomanjkanje spoštovanja, to je znak krivde. Krivde, ki bo s časoma strogo kaznovana. Torej, starec, si ali nisi pogledal grofu naravnost v oči? Kdo ga je obtožil? Lastne oči sem ga videl. Jaz tudi. Lažeta, zagotovo. Odpeljite ga v grajsko ječo. Zdaj ne boš več potreboval denarja, stari tipec. Čarobna vrečica. To bom jaz prevzel. Na garmadi boš gorel zaradi izdaje. Pa, tudi hujše stvari so lahko. Naprimer, Biti bradavica na tvojem velikem nosu. odpeljite tega izdajalca. Nikoli se ne približujta dvorcu otroka, nikoli ne hodita tja. Hrana! Uživajte, vaščani! Umakni se! Preko mojega trupla. Sveže drobovje, krogle iz gnoja, lahko jih mečete na sosede. Jetrca dame. Zdaj vem, zakaj nama gospod nikoli ni dovolil hoditi v grad. Nimava izbire, nekdo ga mora rešiti. Kaj je zum? Zdaj sem jaz na vrsti, da vozim. Poglej, kdo je tukaj. Pa smo se spet srečali. To je bila njegova zamisel. On me je prisilil, verjemite mi, tudi ignoramus. Menda ne bi dali nemočnega človeka. Kdo ve, kam so odpeljali gospoda? Miloščino za nezaposlenega. Ženo in otroke moram preživljati. Izvolite. Pa sej to je zlato. Seveda je zlato. Ja, že leta nisem videl zlatega kovanca. No, če ga nočete, Ja, daj mi še enega in priskrbel ti bom sedeže za veliko predstavo. Ej, kakšno veliko predstavo? Ja, usmrtitev ne. Omzori bodo obsojence vrgli z vrha stolpa v ogenj. Kje pa so obsojenci?
V tistem drugem stolpu. Gospodar je gotovo tam. Mislite, Bonifacija? Veste, kako je rekel Prkinu? Debeloriti. Ja, njega bodo pustili za konec. Rešiti ga morava, predno bo prepozno. Če pa tako, pa nočem, da me vidijo z vama. Meščani Trinke, zaporniki, ki so si drznili vpletu se zakonom Trinke, bodo zdaj kaznovani. Ostani tukaj, takoj bom nazaj. Greva, Zum. Sodbo bo izrekel sam grof iz Trinke. Sklonite glave, grofu nihče ne sme gledati v oči. Kakšna je sodba, vaša ekscelenca? Zažgite jih! Zažgite jih! Stolp. Presegel bi, da sem nekaj slišal. Ja, nekako se morava izogniti stražarjem. Nič ni boljšega od podganjega golaža. A? Pridi, mali. Bi prigriznil? A? V celem kraljestvu ni bolj okusne podgane. Pridi, gotovo si lačen. In če upoštevamo ukrivljenost nebesnega svoda, lahko ugotovimo, da je hitrost proporcionalna. Kaj pa počnete? Ugotavljam hitrost padajočega utrinka. Alex, kaj pa ti počneš tukaj? Menda nisi v težavah. Nekdo me je udaril po glavi. Preveriva zapornika. Ne, pobegnil je. Toda kako? Povsod so straže. Na zidu so pustili sporočilo. Znate vi brati? Jaz ne. Neubogljivi fantič. Opozoril sem vaju, da se nikoli ne približujte dvorcu. Zle sile se bodo spravile na vaju, če izvedo. Če izvedo kaj, gospod? Zum, vrni se. A? Smrt, obsodba je smrt. Toda to je le marioneta. Seveda je marioneta. Pravi grof nikoli ne bi izrekel takih grobih besed. Toda kje je potem pravi grof? Na pomoč, spravite tega psa proč, na pomoč. Tepca, tepca. Daj se ali pa boš umrl. Nikoli! Matrebuka. Se vidimo. Pokličite stražo. Z življenjem boste plačali, če ga ne najdete. Preglejte vse prostore in vsak kotiček dvorca. Niti bolha ne sme mimo, ne da bi jo pregledali. Poiščimo vrečko. Nimamo časa za to. Če Prkinu izve za njeno moč, smo izgubljeni. Evo vas. Fater Porkino. Odlično, možje. Roke proč od mene. Pusti me. Pusti me! To je torej smrkavec, ki nam je povzročil vse te težave. Lahko kaj poveš v svoj zagovor? Poglej! Srce in orhideja. Znamenje kraljevskega roda Trinke. To je grofov sin. Mora biti. Zdaj smo pa v težavah. Tepsi prevarantje, me slišite? Grofov sin je vendar mrtev, to vsi vemo. Ta fant se posmehuje družini Trinka. To je izdaja. Kazen za izdajo je smrt. To ga bo usmrtil za 100 novčičev.
100 zlatnikov! Kaj? Imam ga! Proč moje! Alex, ujemi! Stran od mene! Ubite jih že enkrat, tepci! Mislim, da ne boste. Pridi! Tepci, kaj vas lahko premaga celo fantič? Razum, čarobna vrečka! O kakšni čarobni vrečki pa govoriš? Hitreje, Alex! Takoj bom! Sem vedela, da boš skočil z tega okna. Brez rešetk je. Kje je Zoom? Dajmo Zoom! Skoči! Daj! Mislim, da ne boš. To je Porkino. Zuma ima. To! Gremo. Ubite izdajalce, mrtve jih hočem vse. Zdaj bomo pokazali, kaj zmore čarobna vrečka. Hvala, da si nas gostil, Porkino. A zdaj moramo iti. Ustavite jih, tepci, streljajte. S Bogom, debeloriti! Au! Gospodar! Z Bogom, gospod Bonifaci. Nikoli te ne bova pozabila. Vedno bo v najnih srcih, Aleksis. Najboljši učitelj nama je bil. Me ne boste pozdravila? Tako, me ne boste objela? Gospodar! Ste torej svi? Vrnili ste se! Gospodar! Mislila sva, da vas nikoli več ne bova videla. No, že dolgo časa pripravljam tale trik, ne? Samo mrtev bi moral biti, da bi ga preizkusil. Vrnili ste se. Poslušajte, otroka. Odkrila sta, da sta otroka grofa in grofice iz Strinke. Vedno sem vedela, da to znamenje nekaj pomeni. Ko je pater Porkino izvedel, da bo imel grof naslednike, se je ustrašil za svoj položaj in se vaju skušal znebiti. Grof vaju je rešil tako, da vaju je poslal k meni. Patru je rekel, da sta umrla ob porodu. Kaj bova pa zdaj? Morata biti pogumna in slediti usodi. Ne vem, kje sta vajna starša, toda najti ju morata. Le ona dva lahko razkrinkata Porkina. Ne skrbite, gospod, našla jo bova. Kaj bo pa z vami? V čarobni vrečki bom, ko me bosta potrebovala. Zum pa vaju bo varoval. Je tako, Zum? Medtem pa bom malo zaspal. Dajmo, naprej, gospodar. Je še daleč do stričevega dvorca. Potrpljenje, Alex, dvorec Orhidija je blizu. Nas poskuša ta ptica napasti. Mislim, da je hotela izvedeti, ali smo prijatelji. Hvala, Lady Porkilda. Ne vem, kaj bi brez tebe. To je vse. Zdaj lahko greš. Albert, prevzeti moraš svoj položaj. Kaj? Zdaj, ko je tvoj oče mrtev, boš moral vladati pokrajini Orhidija. Biti moraš pogumen in trden, drugače nas bodo zavzeli sovražniki. Grofica, vaš nečakinja, Alex in Aleksis iz Strinke, prišla sta izreči svoje sožalje. Grof in grofica iz Strinke nimata otrok in jaz nimam nobenega nečaka ali nečakinje. Gotovo sta vohuna, mati. Zaprite ju. Ne bomo dovolili napadov na našo pokrajino. Razumem. Prepričana sem, da bo grofica iz Orhidije zelo vesela, ko bo odkrila, da ima nečaka in nečakinjo. Aretirajte prevaranta, takoj! Kaj se dogaja? Stojte, prosim, nisva prevaranta. Iz Strinke sva prišla obiskat teto in ostale sorodnike. To bomo še videli. Zum, ne! Mislim, da teti ne bo všeč, da si stražarja ugriznil v nos.
Spravite tega psa proč. Teta potrebuje nove stražarje. Vi ste za nič. Stoj, hotel sem reči. Proč od mene! Sam si to hotel. Ne! Zgrabi ščit, sestra! Pohiti! Mati, si videla? Nehajte streljati! Zdravo! Grofica iz orhidije! Albert, predvidevam. Draga moja otroka, je to res? Tako lačna sva bila! Ja, hvala, da ste naju tako lepo pogostili. Tudi Zum je bil lačen! Opozoriti vaju moram, otroka, tu nista varna. Zjutraj so Alberta napadli. Ja, veliko bi jih rado vladalo po krajini, zdaj, ko je moj oče umrl. Nekako jih moramo ustaviti. Porkino mi je vzel moža, zdaj pa hoče storiti enako z mojim sinom. Toda tega mu ne bom dovolila, dokler sem živa. Albert, kaj bomo? Razkrinkali bomo Porkina, da bo ves svet videl, kakšen lopov je! Tako pogumna sta otroka. Upam, da vajin trud ne bo za manj. Moje mesto je tukaj, ampak če me boste kdaj potrebovala, vama bom vedno pomagal. Ste se srečala z mnogimi težavami, ko ste iskala svoje starše in se hotela znebiti tiste barabe Porkina. Tudi prihod zime ju ni ustavil. Na poti pa sta si pridobila tudi mnogo prijateljev. Radi so pomagali ljudem, ki jih je prizadel Porkino, in podeželji jih je bilo veliko. Ljudje so bili hvaležni. Nekateri so jim dali namige o tem, kje so njuni starši. Drugi so imeli nepomembne podatke. Porkino pa je poslal možgančka in ignoramusa, da bi poiskala Aleksa in Aleksis. Tvoje kosilo hoče, Aleks! Odlično, Zum, a mojega ne boš dobil. Perutnina je danes zelo iskana. Aha! Pripravi mrežo, ignoramus. Zdaj, kaj čakaš, tebec? Vrgel sem jo, a se je zataknila. Kot častni videz ukazujem, da takoj prideta dol. Ti mi že ne boš še kozoval kup starega železa. Potem bosta trpela posledice. Stran od mene, nori starec. Pusti me! Zum, kaj počneš? Nekdo je izgubil svoje kosilo. Beži, da ti je nor. Počakaj me! Na pomoč, počakaj me. Počakaj me! Aha, tu je moje piščančje bedro. 3 novči, če si mi dolžan, stari. To ni moj pas, gospod. Nikar ne krivite Zuma. 2 tatova po imenu Možganček in Ignoramus sta ukradla vaše bedro. Pojdite za njima. Tako. Tako. Tokrat si se izvlekel, zdaj bosta dobila svoje vidva lopova. Vrnita se, tatova.
Skuhal naj bo za večerjo. Vrnite se, tatova! Hvala, sem gospod Wilford. To pa je moj zvesti opravda dom. Zdravo! Rešila sta naju in zavedno bova vajna dolžnika. Že v redu, sir Wilford. Rešili ste Zuma, tako da smo si bot. Adijo! Alex, si videl brazgotino, ki jo je imel na glavi? Ja, to je gotovo stara vojna rana. Jim bova sledila? Bova. O ne, Kaj je? poglej. Bežimo. Ha? Ne, počakaj. Ne bojta se, otroka. Poslušajte, prosim. Trenutno sva brez gospodarja, pa bi nama bilo v čas služiti vama. Vse življenje sem posvetil iskanju pustolovščin in slave, ki bi rešile mojo dušo. Da bi se odkupil za vse grehe, ki sem jih storil v mladosti. Kakšne grehe mislite? Mirna bodita, divji psi nas napadajo. Res? Proč, proč od nas, vi vražni stvori, razsekal vas bom na koščke. Začutite moj meč, odleži, umrite, zlobni psi. Umrite. Kaj pa počne? Včasih ima vitez halucinacije in si domišlja, da vidi nekatere stvari. Takrat je najbolje pustiti ga. Prihajam! Tu imate divje zveri. Jaz bom vzel desno stran, Sir Wilford. Tako. Sem si kar mislil, da se bo to zgodilo. Pridite. Kaj je narobe z njim? Bojim se, da ima Sir Wilford katatonični napad. Bo vse v redu z njim? Seveda, to je kot bi z odprtimi očmi trdno spal. Upam, da imate prav. Videti je, kot bi ga tlačila mora. Verjemite mi, že velikokrat sem to doživel. Tam so, Ignoramus. Sem ti rekel, da je preveč sva pametna za ta smrkavca. Kaže, da sta se spoprijateljila s tistima dvema čudakoma. Zelo morajo biti neumni, če ne vedo, da jim slediva. Veliko je doživel, veste. Sploh ni čudno, da se mu to dogaja. In kakšne grehe je naredil Sir Wilford, ko je bil mlad? Ne vem natančno, kaj je storil, a zvezo ima z ladjo, ker ga vedno iščemo ob obali. Vsakič, ko mi hoče pripovedovati o tem, dobi napad. Vidite, nisem rekel, da si bo pomogel. Hej, Sir Wilford, dobro ste opravili s temi zvermi. O čem pa govorite? Tole je videti odličen kraj za tabor. Bezimo odtot! Pusti naj primirati grdi stvor. Možganček, misliš, da bi morala zaplavati? Boljšo zamisel imam, Ignoramus. Ti tepi morskega psa po glavi, jaz pa bom pobegnil, potem pa čim hitreje pridi za mano. Dobra zamisel, šef. Ti plavaj, jaz pa ga bom tepel. Počakaj malo. Kdo ga bo tepel, ko bom jaz plaval? Kaj? Počakaj me, stoj! Ne me! Možganček, ne zapuščaj me. Premlad sem, da bi umrl. Nikar ne izgubite poguma. Prepričan sem, da se boste spomnili, kaj iščete. Tudi midva sva nekaj izgubila. Ko sva se rodila, so naju ločili od staršev in rada bi jih našla. Nič naju ne bo ustavilo. Verjetno imata prav. Kosti
Sence vidim. Sence. Kdo je tam? O ne, ne spet. Hitro prodaj, sence bežijo v gost. Počakajte, sir. Dobro jim bova posvetila. Kaj? Tepec, zaradi tebe bi skoraj umrla. Poglej, možganček, tam je čovn, ki smo mu sledila. Torej morajo biti tu nekje. Izvoli. Ti lapov. Pokazali ste jim, kaj je časen boj se. Da, tudi njihovi sodelavci bežijo. Kaj pa bomo? Delajte to, kar jaz. Izvoli, barabska baraba. Dajmo, izdajalci, izzivam vas. Tukaj imaš. Zdaj smo nori kot on. Oh ne, tisti nori vitez, kaj bi rad odnajel. Ne vem, a beživa stran. Daj, ukradle jim bova čovn, ko imava priložnost. Potiskaj. Potiskam. O, ljubezniva gospoda, vrnite se. Čudovite novice imam. Gospoda, tako sem srečen. Končno sem jih našel. Vama povem, po vseh teh letih sem jih končno našel. Izpljuni, stari, kaj si našel? Draga moja, našel sem njihova veličanstva. Hej, tukaj, hej, vrnite se. Vrnite se. Njihova veličanstva. Poslušaj, mislim, da bi moral z nama. O ne, ne moram jih kar tako pustiti, moram se vrniti po njiju. Moram se... Ej, možganček, stari se je onesvestil. Pa kaj, koga briga? Manj tečen bo. Odpeljala ga bova porkino in stavim, da ga bosta otroka prišla rešit. Kaj počneta? Kam pa ga peljeta? Norec gre z nama. Ne skrbite, lepo bova skrbela za na ladji fratra porkina, ki se nahaja v pristanišču Strugen. Bo zelo udobno. Rešiti ga moramo. Ne tako hitro, bratec. Prav to pričakuje porkino. Tam je Aleksis. Ubogi Sir Wilford. Hej, vojak, pazi na tega zapornika, ne sme pobegniti. To ne bo tako lahko, kot sem mislil. Ja, a nimamo izbire, če hočemo izvedeti, odkot mu tisti robček. To, da ne ve, odkot ga ima. Saj si slišala. Vem, a če mu pomagamo, da se spomni, nam morda lahko pove, ki so najni starši. Njegova amnezija in morda tudi napadi imajo vzrok v poškodbi njegove glave. Sir Wilford ima na čelu veliko brazgotino, gospod. Morda se bo spomnil, če spet dobi udarec v glavo. Pšt, nekdo prihaja. Kostilničar mi je povedal, da je vse to past za vaju. Tako sva tudi mislila. Vidite z isto preprogo pod kletko sira Wilforda? Ja, kaj je z njo? Prekriva past. Porkino in njegovi možje pričakujejo, da bomo stopili na njo v reševanju Sira Wilforda. Imaš zamisel, sestrica? To je tisti, ki porkinu prinaša večerjo. Oba poznata načrt. Zapomni si, Alex, čakali te bova v čovnu ob ladji. Prav. Nič ne skrbite. To je že upravljeno. Ti neumneži bodo gotovo poskušali rešiti svojega norega prijatelja, le vprašanje časa je. O, misliš, zakaj potem tako dolgo potrebujejo? Morda so se ustavili, da bi kaj pojedli. Ko sem jaz lačen, se težko osredotočim na druge reči. Ne, prepričan sem, da nekaj nameravajo. Zakaj se sploh pogovarjam z vama tepcema? Pojdite stražiti in dobro odprite oči. Stoj! Nihče ne sme mimo! O, res? Fratru porkinu prinašam večerjo. Moram jo postreči? Pusti jo tu, jaz se bom odnesel. Kakor hočeš. Ti jih boš dobil, ne jaz. Glej, Zum, vse gre po načrtu. Hej, vojak!
Kam pa greš? Vrni se na stražo. Porkino nosim njegova večerja. Midva sva njegova osebna stražarja in morava poskusiti vso hrano, ki mu je namenjena, razumeš? Morda si pravkar ogrozil celo operacijo. Misliš? Po varnostni plati, vseeno, hrana bi bila lahko zastrupljena. Daj jo sem. Videti je okusno. No? Kaj je v sodu? Preveriva, dajmo. Črno vino. Možganček vino gleda vame. Kar poglej. Presenečenje. Zdaj pa. Kaj boš s to palico? Lahko bi si naredil človeški kebabči. Ne, počakaj, ne moreš. Kaj se je zgodilo, sta padla z neba? Ta dva vohuna skušata osvoboditi ujetnika. Odpeljite ju k fratru Porkinu. Seveda, a videti sta preumna, da bi bila vohuna. Zdaj pa faza številka 2. Wow! Dobro se drži. Kaj to pomeni? Deček na straži nama je predal ta dva vohuna, ekscelenca. Deček stražar, nesposobni tepci, se nimamo dečka na straži. To je gotovo Alex, vi tepci. Sir, boste? Ne bom. Vrzite ta dva nesposobneža Oskarju. Oskar vaju bo naučil, da se ne gre igrati s hrano fratra Porkina. Kdo je Oskar? To je morski pas. Z Bogom, lajuneža. Da je konec z vama. Plava ignoramus, nočem biti njegova večerja. Plavam, možganček, plavam. Sir Wilford, je vse v redu? Jaz sem Alex. Pšt. Sir Wilford. Hej, pridi dol. Sir Wilford, zbudite se, dajte, pobegniti morava. Dajte, zbudite se, v nevarnosti sva. Kdor ujame tega fanta, dobi 10 sodov olja. Pripeljite mi živega ali mrtvega, vseeno. Ta glas se mi zdi znan. Končno, se vam je povrnil spomin. Dom moj zvesti oproda. Veliko mlajši si videti. O ne. Zdravo! Kaže pa gredo v tisti prijazni vojaki na lov. Ja, midva pa sva plen. Držite se, Sir Wilford. Ravno prav sva prišla. Skočiti morava. Na 3, prav? 1, 2, 3. Kaj čakate, tepci, za njimi? Je vse v redu, Sir Wilford? Moja glava. Wow, to je bilo boleče. Zažgite jih. Če Porkino hoče ogenj, ga bo dobil. Za mano, Sir Wilford. Poglej tam, uspelo jima je. Alexis! Moja glava. Zdaj se spomnim. Česa se spomnite, Sir Wilford? Dragi fant, spomnim se, da mi je nekoč pater Porkina ukazal, naj odpeljem ujetnika v dvorec. Rekel mi je, da sta nevarna prestopnika, ki zaslužita najstrožjo kazen. Verjel sem mu in ujetnika odpeljal na ladjo, ki bi jo morala prepeljati v dvorec barona Požeruha. Eden od ujetnikov mi je dal robček, na katerem je grb Trinke. Kaj se je zgodilo potem? Spomnim se, da sem skušal ujetnika zavarovati pred vojaki, a premagali so me in mislim, da sem jo dobil po glavi in se onesvestil. Ko sem se zbudil, sem bil sam in se nisem spomnil niti, kako mi je ime. Pater Porkino me je izdal. Ni hotel, da bi kdo vedel, kam so ju odpeljali.
Od takrat skušam izvedeti, kam je odplula ta ladja, a nisem imel te sreče. Žal mi je, da nisem mogel pomagati vajnim staršem, draga Alex in Alexis. Zum, ujemi! Kaj mu je? Nekaj je videl. Sprašujem se, ali je to dvorec, kjer so vajni starši. Alex, ne moremo kar vstopiti. Če sta mama in oče v tem dvorcu, ju bomo osvobodili in nič nas ne bo ustavilo. Previdni moramo biti, dragi moji. Dvorec ni videti prav miren kraj. Gremo! Dajmo, gospodar, nekako moramo priti v ta dvorec. Snil ti bom glavo z ramen. Izvoli, to pa res bolelo. Tole te bo bolelo. Mene se ne da prestrašiti. Au, a res? Au, au. Nehaj, ne, ja. Au, Nehaj ta! Kakšna katastrofa! Potrebujem dobrega oprodo, ta dva sta obupna. Potrpljenje, lord, ni še vse izgubljeno. Vaš stric je obljubil, da jeseni pošlje svojega sina, da bo vaš oproda. Toda jaz potrebujem enega zdaj, na jeseni. No, kaj hočete? Dajmo, nimam ves dan časa. Prišla sem delat k baronici, pa pričakuje me. Prosim vas, pustite me, ker ne smem zamuditi. Ja, to ne bi bilo lepo, kaj ne? Kje imaš priporočilno pismo? Pismo? A veste, bojim se, da sem ga zgubila. Lord Rockford me pošilja. Sem videti kot tebec? Nihče ne sme vstopiti v dvorec barona Požeruha brez veljavnih dokumentov. Baron Požeruh? Sem si kar mislil, da si prevarantka. Vedel sem, zdaj si v velikih težavah. Vseeno smo na pravem kraju. Čas je za plavanje. Počakajte! V pravem času, Alex. Morda je res prevarantka, to da ne morete je vreči v vodo. Roke proč od nje, vi tepci! Pretržni smrkavec, pridi sem. To je moj brat, veš? Držite ga! Zreli paradižniki, po njih! Misliš, da je to smešno, kaj? To ti bo zbrisalo na smeh z obraza. Ta fant je neverjeten. Odkot se je le vzel? Ne vem, lord, čudežne sposobnosti ima. Stoj! Ti si morda plemenitega rodu, fant? Tudi če sem, kaj vam to mar? Rad imam pogumne in sposobne fante. Bi hotel biti moja proda, mladenič? To je odlična priložnost, da pridemo v grad. Kaže, da si ga očaral s svojimi sposobnostmi. Te že vidim kot oprodo, Alex. Vašo proda bom pod pogojem, da dovolite moji sestri, da bo ena od baroničnih služabnic. In to je moja zadnja ponudba. Baronici bi bilo v čast, če bi imela tako mlado damo za svojo služabnico. Baron Požeruh, vse ste nas zbrali tukaj in čas bi bil, da nam poveste, zakaj gre. Smodnik, gospodje. Najboljši smodnik naravnost Kitajske. Zelo eksploziven je. Z vašo pomočjo lahko vrtimo v zrak dvorec v Trinki. Res nevarno orožje, baron. A ne smemo pozabiti, da je grof iz Trinke dostojen in nevaren nasprotnik. Ni grof iz Trinke naš zaveznik in najzvestejši prijatelj?
Moj komornik prinaša novice o izdaji grofa iz Trinke. Res? Trinka namerava napasti naše gradove. Kaj? Ne morem verjeti. Če je to res, bomo morali prvi napasti, preden mu uspe zbrati svojo vojsko. Torej, gospodje, se vsi strinjamo. Jutri ob zori bomo združili moči in napadli grad grofa iz Trinke. Toda jaz? Lahko računate na nas, baron. Baron Požeruh, vi veste, kje je pravi grof iz Trinke? Končno je zaprt v tem dvorcu. Tišina! To je skrivnost, ki jo vede moj prijatelj Porkino. Tega je zdaj konec, kajti on hoče vse. Zavzel bom grad, Trinka, potem pa gradova lorda Lexa in Berja. Vse hočem! O, Alek, ti si najboljša služabnica, kar sem jih imela. Hvala, baronica, vaša obleka. Veseli me, da bo baron jutri malo vadil. S svojimi možmi jutri zjutraj odhajajo na past grad. O, Trinki. Trinka? Ne skrbi, draga, ženskam se ni treba boriti, to je posel za vojake. Seveda, gospa. V čas jutrišnjih velikih dogodkov si bom nadela svoj dragoceni medaljon. Kakor želite. Zelo lep je in močno podoben baronovemu. Da, toda ta je moj. Baron svojega nikoli ne sname. Izdala ti bom skrivnost, Aleksis. Celo spi z njim. Kaj se je zgodilo z viteštvom? Z bojem mož na moža. Vrnite nam viteštvo. Vitezi imajo raje meče, ne pa smurnika. Radi imamo tradicionalno orožje, kaj ne, fant? Kako rečete, sir? Bori se! Pa je, Alex. Nisi več tisti pogumni fant, ki sem ga videl, kako se bori na Grajskem mostu? Ne trudiš se. Oprostite, nočem se več boriti. Zdaj ne oklevaj, Alex. Potrebujemo prodo, ki se zna hrabro boriti ob meni, ko bomo jutri napadli grad Trinka. To je vprašanje časti. Padli boste grad Trinka? Ja, vznemirljivo, kaj ne? Uporabili bomo novo orožje, smodnik in topove in tako bomo zavedno porušili grad v Trinki. Samo tako naprej in kmalu boš postal vitez. Jaz sem Alex. Zakaj si tako oblečen? Vse jutro že vadim. Pripravljam se za jutrišnji napad. Kaj? Si zmešan? Ne moreš napasti gradu svojih staršev, Alex. Vem, to da oproda lorda Geralda sem. Kaj pa ne storim? Vitez v bleščečem oklepu potrebuje pomoč mlade dame, a? Daj no, sestrica. Če imaš kakšno idejo, bi jo rad slišal. Povedala ti bom svoj načrt. Poslušaj. Tukaj, gospod Bonifaci. Tu so skladiščili vas smodnik. Ježišna, koliko ga je? S tem lahko poženejo v zrak celo kraljestvo. No, nekako se ga moramo znebiti. Previdno z baklo, Aleksis. Le ene iskrice je treba in vse nas bo odneslo v zrak. Pa poglejmo. Mislite, da so najni starši za temi vrati, gospodar? Ne vem, otrok. Odpreti jih moramo, če hočemo izvedeti. Zanima me, kje imajo ključ. Torej. Nisem mogla spati, a pa sem se odločila, da se malo sprehodim in sem se izgubila, ja. Ne boj se, otrok, nisem jezen. Prišel sem ti pomagati. Ključ teh vrat je baron Požeruh skril na skriven kraj. Stavim da v svoj medaljon. Nekdo prihaja. Ne smejo te videti, hitro skri se za tiste vreče.
Zagotovo soba barona Požaruha. Slišim, kako smrči. Aha! Moram dobiti ta medaljon. Moje, samo moje. Moj medaljon! Nekdo je ukradel moj medaljon! Kdo je tam? Pokaži se! To sem jaz, lord, vaš dani sluga, komornik. Kaj? Preverjam dvorec, če vse kot treba. Smem predlagati, da greste spat. Pred vami in vašim očetom je velik dan. Na pomoč, moj medaljon! To je moj oče! Mama, mati, oče, kjerkoli že sta, nikoli vaju ne bom nehala iskati. Aleksis, hitro, tvoj brat je v nevarnosti. Pravkar je ukradel baronov medaljon. Odpreti moramo ta vrata za primer, da sta notri. Aleksis, otrok, tvoj res morava iti. Če sta notri, obljubim, da se vrnem s ključem in vaju spravim ven. Nikoli vaju ne zapustim. Moj medaljon, stoj, barabin! Aha, ti si torej. Vedeti bi moral, da si prevarant. Ne, ni res, lord. Tat! Izdal si moje zaupanje. Pripravljeni na boj, lord Barry? Da, seboj imam 400 mož. S pomočjo baronovega smodnika bomo izbojevali zmago. Vrni se, fant! Glejte lorda Geralda, zakaj lovi svojega Froda? Zdaj te imam. Snemi očetov medaljon ali pa te razsekam na koščke in vržem psom. Moral mi ga boš vzeti. To ne bo prav težko. Kaj? Pripravi se na srečanje s stvarnikom, fant. Počakajte, nekaj, kar morate vedeti. Kaj? Grof iz Trike nikoli ni imel namena napasti tega gradu. Kaj? Morate mi verjeti. Kaj? Resnica je. In kako ti to veš? Vaš oče je vsem lagal. Videl sem, da nekaj ni v redu. Baron vas bo vse izdal. Laže, ne poslušajte ga. Alex ne laže, resnico govori. Baron je nameraval napasti gradova lorda Rexa in lorda Barryja, potem ko bi zavzel Trinka. Daj mi to. Kaj pa počnete, baron? Ti zver! Dajte mi to, takoj! Torej je Požaruh delal proti nam? Alex, v medaljonu je ključ skrivnih vrat v kleti. Pomagal ti bom, fant. Mislim, da ti dolgujemo pravičilo. Živa sva. Smodnik v kleti. Tam so ujeti vajni starši, Aleksis. Bežite, morec bo razneslo, vsi bomo umrli. Moj smodnik, moj dragoceni smodnik. Zdaj ne bom mogel zavzeti sveta. Mati, oče! Žal mi je, da vama nisem mogel bolj pomagati glede staršev. Ceniva vse, kar ste storili. Dvojčka, dvojčka! Aleksis!
gospodar, nimava več za kaj živeti. Najni starši so umrli v eksploziji. Zakaj si pa tako prepričana v to? Kje pa je upanje? Nihče ne bi mogel preživeti take eksplozije. Danes 1. junija zapuščava ta umazani zapor. Alex, to je bilo pred 2 tednoma. Beri naprej. Greva v drug grad. Prosiva, da naju tisti, ki najde to sporočilo, išče še naprej. Povejte najnima ljubima otrokoma Aleksu in Aleksis, da sva dobro. Podpis grof in grofica iz Trinke. Storila bova vse, kar je treba, da najdeva in rešiva najine starše. Dvigniti moramo davke. Zate ne vem, ampak jaz si tega ne morem privoščiti. Poglejmo, kaj bodo rekli na tole. Več denarja za cerkev in dobrodelne namene potrebujemo. Dobrodelnost se začne z upanjem. Prav ima. Dol! Mati! Aleksis, otroka, vedela sem, da bo prišel čas, ko naju boste rešila. Obupno vaju potrebujeva, tudi rešiti naju morate do naslednje polne lune, ali pa bo prepozno. Čas je, da se poslovite. Ne bojte se, bodite močna. Aleksis? Aleksis, budi se, morate tlačila. Že v redu, konec je. Samo sanje so bile. Grozno je bilo, Aleks. Oče in mati sta bila visoko v stolpu in Porkino ju je vrgel med trop krokodilov. Čudno. Jarek okrog dvorca Trinka je zdaj poln krokodilov. Porkino jim ob vsaki polni lune meče uboge obsojence. Moje sanje so preroške. Najni starši so v dvorcu Trinka in usmrčeni bodo. Mislite, da sem lahko predvidela usodo od najnih staršev, gospodar? Bojim se, da niti jaz ne morem odgovoriti na to. A če ju kdo lahko reši, potem sta to vidva. Potem bomo takoj napadli Trinko. Ne prenaglimo se. Jutri bomo obiskali mojega starega prijatelja, gospoda Julijana, Sokolarja, in z njim se bomo pogovorili o načrtu napada. Prav? Dajte no, gospod, zakaj bi čakali do jutri? Zdaj hočeva iti. Dajmo, teci kot veter. Hej, počakajte me! Wow, ta oklep je fantastičen, gospod Julijan. Imela si čudne sanje o Porkinu in zdaj hočete napasti grad Trinka. Prepričana sem, da so najni starši tam, gospod Julian. Če bomo čakali, bo Porkino napadel nas. Moramo ga presenetiti in ga prisiliti, da osvobodi najine starše. Potem ga bo doletela kazen. Gospodar Julian, obiskali smo vas, ker smo slišali, da ste strokovnjak za bojevanje in potrebujemo vaš nasvet. Nisem si mislil, da bom doživel dan, ko bom napadel grad Trinka. Ja, najprej moramo zbrati vojsko. Poznamo kup ljudi, ki bi se radi borili z nami proti Porkinu. Julijan in njen prijatelj Boldi nama lahko pomagata, da obvestimo prijatelje. Všeč si ji! Bomo videli, kakšne odgovore bomo dobili na ta vabila. Ko bodo izvedeli, kaj nameravamo, bodo vsi prijatelji gotovo prišli in se borili z nami. Med potovanjem sta dvojčka mnogim pomagala in zdaj so bili ti ljudje pripravljeni pomagati njima pri reševanju staršev iz Porkinovega ujetništva. Dragi prijatelj, pišem ti, da bi te prosil za pomoč. Kaj je to? Radi bi, da se združite in nam pomagate v boju proti tiraniji. Prosim, potrebujemo vas, da bi osvobodili naše starše iz ujetništva. Sta v dvorcu
Trinka. Dobimo se v nedeljo na vrhu hriba severno od dvorca Trinka. Večno hvaležna Aleks in Aleksis. Ostalo je le še nekaj. Vse najino upanje je zdaj v tem zadnjem vabilu. Bodi miren. To je za najinega sorodnika Alberta v Orhidiji. Bolj kot kdajkoli potrebujemo njegovo pomoč. Ja, res je. Brez vojske iz Orhidije nimamo možnosti za zmago. Pojdi! Pripravi se, ignoramus. Vidim ptico, ki leti v to smer. Dobro, Amerika, ti zelo lačen sem in to bo lepa večerja. Le kam je šla? Jaz jo bom ustrelil, daj mi to fračo. Joj, skoraj bi jo zadev. Le kaj mi je priletelo na glavo? To od tistih dvojčkov, Aleksa in Aleksis. Porkino mora takoj izvedeti za tole. Daj mi to, sam bom prebral. Dragi prijatelji, prosimo vas za pomoč, da vsi skupaj premagamo Porkina in rešimo najne starše. No, kakšna predrzneča? Kako si upate organizirati upor proti meni? Aha! Torej otroka hočeta rešiti očka in mamica. Prav. Zdaj imam torej priložnost, da se jih zavedno znebim. Pričakali jih bomo, vaša ekscelenca. Ujeli bomo ta mala podleža. Nočem, da vidva spet pokvarita vse moje načrte. Straža, zaprite ju v ječo. Ja, Prosim vas, bodite milosti. Tišina! Dajte nam še eno priložnost. Ta otroka, da se ne bosta več upirala. Kar pa se tiče pravega grofa in grofice, polni mu ni bom nahranil krokodile z njima. Ta dva smrkavca nikoli ne bosta videla svojih staršev. Tam so! Hvala, da ste prišli! Poglej jih! Tako jih bomo namestili v tabor. Tukaj smo! Poglej to, celo otroci nam hoče pomagati. Glej, tam je kamnosek. Tam je tudi Sir Wilford s svojim oprodom. Ne morem verjeti, koliko ljudi se je odzvalo na najino prošnjo, Aleks. Pridi, pojdiva jim pomagati. Jej! Tada! Ljudje, preizkusimo orožje za napad. Ob naslednji polni luni bomo ponoči napadli dvorec. Presenetili jih bomo. Pričakujemo gospoda Mobiusa in grofa iz Orhidije z njunima vojskama. A nista se še oglasila? Je kaj novic, gospod Julius? Oprosti, Aleksis. Sokola se še nista vrnila z naloge. Mislite, da jih je kdo ujel ali da sta se izgubila? V naše dobro upam, da ne. Odšel sem na dopust, hitro bom nazaj. Kako grozno. Ubogi ptič je ranjen. Kaj pa je to? Sporočilo je od Aleksa in Aleksis. Našo pomoč potrebujeta. Kar najhitreje moram na pot. Ne. Daj žogo! Juliana se je vrnila. Ja, ampak o Boldiju pa še ni sledu. Ne vemo, ali je predal sporočilo. Ne moremo napasti brez orhidske vojske. Morda bi počakali še en dan. Tvegati moramo, ne moremo čakati še en dan. Porkina se ne bojim. Grofa in grofico moramo rešiti nocoj. Zdaj ali nikoli. Kdo je z menoj? Name lahko zmeraj računaš, sestrica. Z vami smo. Z vami smo. Je pokvarjeno sadje pripravljeno? Zapomnite si, ne smemo poškodovati Porkinovih vojakov. Oni mislijo, da služijo pravemu grofu iz Trinke. Upam, da se nam bodo pridružili, ko bodo videli, kaj se dogaja.
Nekdo od spodaj meče gnile paradižnike. Mislim, da je čas za težko orožje. Pripravljen? Ogenj! Še enkrat! Dajmo zoom! Ne da se premakniti, gospod. Boldi, uspelo ti je. Odlično. Napad! Oprosti, ker zamujamo, Alex. Upam, da niste začeli brez nas. Bratranec Albert! Moja vojska je pripravljena premagati Porkina. To je zate, Porkino. Izdajalec! Napadalci se bližajo severnemu zidu. Hitreje, možje. Dajmo. Hitreje na položaje. Potrebovali boste več kot ledavega psa, da izhopljete predor pred obzidjem? Brez skrbi, prišli smo vam pomagati. Hvala! Skriti se moramo! Mirno, možje. Naravnost nad nas gredo! O, ne! Na nas gredo! Prosim, morate me zavarovati! Napad! Zgrešil sem. Hej, ja! Na pomoč! Na pomoč! V dvorcu so! Rešite si življenja! Konec je z nami! Vsi smo obsojeni! Po mojih izračunih bi zdaj morali biti pod obzidjem. Odlično ste opravili. Z zoomom bova kopali naprej, dokler ne prideva do dvorca. Nimaš veliko časa, Alexis. Čez 5 minut moramo zažgati predor in zrušiti zid. Pravočasno moraš ven. Tako, ja, kopli! Opravimo z njimi! Vaša ekscelenca, z vseh strani nas napadajo. Ne bomo se mogli več dolgo upirati. Utihni in podaj paradižnike. Pojdite po grofa in grofico. Vrgli ju bomo krokodilom in to takoj. Gremo, upam, da je Alexis uspela pravi čas priti ven. Hitro, teci! Uspelo nama je, v dvorcu sva! Naprej, možje, napad! O ne, mislim, da sva naletela na ječo zoom. Stoj, fant! Na pomoč! Pomagajte! Alexis! Pomagajte! Na pomoč! O ne, ne boš mi pobegnila.
Drži se, Aleksis, nekaj si bom že izmislil. Morda je v čarobni vrečki kaj, kar bi nama lahko pomagalo. Kaj je to? Au! Pusti me! Pusti me! Poglej, kaj si zdaj naredila. Požar, požar! Na nek čuden način je čarobna vrečka vseeno žgala. Na pomoč, spravi naj dol ogenj, ne pusti naj umre. Pomagala vama bom, če poveste, ki je najbližje pot do jugozahodnega stolpa. Ne bova padla na ta trik. Najprej naj oreši, pa ti povem. Raje mi povejte, preden bo prepozno. Prav, zmagala si. Pojdi na levo in sledi prehodu, ki te bo pripeljal na drugo stran dvorca. Tam so vrata v stolp. Ste pa naj oreši, prosim. Se vidiva tam, Aleks. Prav! Hej, kam greš? Rekla si, da ne jo boš rešila. Rekla je, da nama bo pomagala in je, pogasila je ogenj, kaj ne? Ja. Bodi blizu, Zum. Do jugozahodnega stolpa morava priti, preden bo prepozno. Dajmo, hitreje! Upam, da imate rada višino. Bravo, Aleks. Prosti mi, fant. Pravkar sem prišel z dopusta. Upam, da ne zamujam. Vrnil sem se, kot sem najhitreje mogel. Gospod Mibius, uspelo vam je. Bolje pozno kot nikoli, kaj ne? Še vedno je dosti akcije. Drži se, fant. Ignoramus prestara sva za take reči. Dvojkačka bova predala Porkinu. Vzela bova nagrado in se umaknila na kakšen miren kraj. Kaj praviš? Pa se spet srečava, vaše veličanstvo. Od tu je lep razgled. Škoda, ker ga ne vidite. Frater Porkino, zloben mož si, nekega dne boš plačal za svoje zločine. Morda res nekega dne, a ti tega ne boš doživel. Ona dva sta. Zum, ne bova prišla pravočasno. Zum, dobro zamisel si mi dal. Mislim, da jo bo to rešilo. Prenehajte z bojem! Tukaj! Kaj? Ne umikajte pogleda! Izvedeti morate resnico! Grof in grofica, ki jo branite, sta lažna! Dekle ima prav! Če so to lutke, kje sta pa pravi grof in grofica? Porkino ju bo vrgal krokodilom! Pomagati jima morate! Tišina, kmetje, ne boste me uničili. Pokazal jim bom, kdo je glavni. Brzite ju, hitro. Bi radi igrali grobo, tudi jaz znam to. Veselilo me bo osebno opraviti z vama. Ne! Poslovite se od staršev, smrkavca. Prepozno je. Kje je? Kaj pa počne? Zdaj ni čas za plavanje? Kaj stojite? Spravite me od tot, tepci. Ne skrbite, frate, rešila vas bova. Pripravljen? Sem. Dajva. Krokodil me lovi. Teci, ignoramus! Od tepca samo da vaju dobim v pest. Vrnite se. Dajmo, sestrica. Zelo dolgo že čakava na ta trenutek. Drži se, Zum! Dobrodošli nazaj, grof in grofica iz Trinke. Skoči!
Ste naju prišli rešiti? To bosta potrebovala, draga prijatelja. Kaj nameravate z nama? Kdo ste vi? Aleksis. Či moja? Kaj? Ha? Moj sin, Aleks, si res ti? Ja, oče. Dragi prijatelji, večno bova hvaležna najnim otrokom Aleksisu in Aleksis. Njuna vera in moč sta vrnili mir in spokoj v pokrajino Trinka. Pridi, tudi tebe ne smemo pozabiti. Pogumen si bil, veš? Prosim, ne odhajajte, gospodar. Ostanite z nami. Moje potovanje je končano. Zdaj, ko sta našla starše, me ne potrebujeta več. Poglejte to z vesele plati. Zdaj bom imel čas za delo s čarobno formulo, ki mi bo pomagala vrniti se v svoje človeško telo. Res? Upam tako, fant. In potem bomo lahko spet vsi skupaj. Gospodar! S Bogom, otroka, kmalu se vidimo. Bogom, gospodar! Hvala za vse! Z Bogom!